države. In prvi odziv finančnega ministra, organizacija raznih enostranskih tiskovnih konferenc ne pripomore k kompromisu, to bolj razume kot izsiljevanje, da so se vsem tem že pogovarjali in da gre za pritiske, kar je nasprotno od dogovarjanja in iskanja kompromisov. Gospod Lotrič, kaj pravite zdaj na ta odziv ministra za finance, ki vašo tiskovno konferenco, na kateri so sodelovali gospodarstveniki, razume kot izsiljevanje? No, če govorimo o izsiljevanju, potem je treba vprašati, kdo je žrtev. In če pogledamo, kdo je žrtev vseh teh 1 leta in pol trajajočih novih davkov, novih birokratskih zadev, potem lahko zagotovo ugotovimo, da so to ljudje, sodelavke in sodelavci in pa seveda gospodarstvo. Namreč ne samo to, da v tem primeru, če se izposodim besedo ministra, da izsiljujemo, potem lahko rečemo tudi, da vlada v tem primeru dela tudi mačehovsko, tako do ljudi kot do gospodarstva. Namreč v oktobrski spremembi načrta za okrevanje in odpornost je vlada zmanjšala sredstva za gospodarstvo v višini 126 milijonov. In potem se vprašamo, kdo je tu žrtev. Kaj pravite na to? Karkoli vlada naredi, gospodarstvo oziroma gospodarske organizacije vpijajo nižji davki. Samo jaz sem se v zadnjem mesecu pa srečal pravzaprav z vsemi večjimi gospodarskimi združenji, z gospodarsko zbornico, z obrtno zbornico, z trgovinsko zbornico. Na vseh teh sestankih smo imeli zelo odkrite pogovore. In zelo odkrito smo se pogovarjali, smo si povedali stvari, zakaj jih delamo, zakaj tudi na področju davkov smo določene davke uvedli. In na teh sestankih je bilo pravzaprav zelo malo nestrinjanja. Če se zdaj v zadnjem času, to, kar ste tudi vi omenili, govorimo o davku, začasnem povečanju davka na bilančno vsoto bank, oziroma o uvedbi tega davka in začasnem povečanju DDPO-ja. Večkrat je bilo pojasnjeno, zakaj. Ker je Slovenija 4 mesece nazaj doživela največjo naravno katastrofo v zgodovini. Samo te dva davka skupaj bosta v 5 letih prinesla manj kot 1,5 milijarde prihodkov v proračun, medtem ko so stroški neposredni te škode 3 milijarde, skupaj s posrednimi pa 10 milijard. In seveda, nihče ne mara novih davkov, absolutno. Samo dajmo se pogovarjati točno, zakaj, kakšen davek, zakaj smo ga uvedli, po kakšnih analizah smo ga uvedli in tudi po kakšnih razgovorih in debati tudi z gospodarskimi organizacijami. Kaj pravite zdaj na ta očitek? Samo nižji davki in če jaz prav razumem gospoda Boštjančiča, na tiskovnih konferencah ste pogumni, ko pa organizacije sedijo z njim, pa ne nasprotujete toliko, če sem vas jaz prav razumel. No, temu ni tako. Se pravi, vse delodajalske in gospodarske organizacije, tudi danes je to evidentno, tudi skupaj z kmetijstvom smo enotni. In to, da vlada naprti gospodarstvu, pa ne samo davke in prispevke, ne govorimo o temu, pač pa tudi o birokratskih ovirah. Če si pogledamo samo zakon o evidentiranju, lahko ugotovimo, da največ problemov pravzaprav vlada povzroča sodelavkam in sodelavcem. Ljudem, ki vsak dan vsaj 3-krat morajo dobro premisliti, da a so se štempljali ali se niso štempljali. Namreč v vsakem, bom rekel, samo enkrat, če pozabijo, že kršimo pravila in lahko preberemo danes v medijih, kljub napovedi, da to ne bo tako, da so že vglobili 21 organizacij na to iz področja evidentiranja. To pomeni, da potem vsaka dodatna obremenitev, ki se je začela že v lanskem letu z drago elektriko, potem z mini davčno reformo, kjer se je vlada takrat zavezala, da čezmejne storitve, zakon o upravljanju čezmejnih storitev velja le ob temu, da prav finančno ministrstvo ubere izravnalno shemo, torej neko kompenzacijo pri dohodnini ljudi. Na ta način podpremo zakon in z delodajalci smo dvignili roko. Za ta zakon smo se na finančnem ministrstvu pogovarjali vsaj 5-krat v vseh teh s temi 3 različnimi zbornicami. Kaj pravite zdaj na ta očitek? Verjamem, da imamo omejen čas danes za tole oddajo. Jaz sem začel govoriti o enih davkih, o davkih povezanih z največjo naravno nesrečo. Kolega je skočil na 2 popolnoma drugi temi. Vsako lahko posebej razložim z argumenti. Zdaj seveda, če pa ves čas skačamo
to, pa uno, pa tretje, pa ta davek, je pa v bistvu metanje peska v oči. Dajmo se pogovoriti o vsaki stvari posebej, o čezmejnih storitvah z veseljem. Kar se tiče čezmejnih storitev, meseca junija je Ministrstvo za finance pripravilo analizo in jo posredovalo vsem socialnim partnerjem. Septembra smo jo dopolnili. Ves čas smo čakali, ker smo slišali kritiko, ta analiza ni ustrezna. Odgovor dveh gospodarskih organizacij smo šele nekaj dni nazaj dobili, približno en teden nazaj, ker v resnici niso nič novega nam pokazali. Vse to, kar smo mi že v naši analizi pokazali. Torej, seveda, na drugi strani se pa seveda lahko pogovarjamo tako, da gremo v medije, sklicujemo tiskovne konference in se ne pogovarjamo. Tako kot sem rekel, na vsako povabilo sem se osebno odzval. Vlada se je odzvala na vsako vabilo. Nismo bili mi tisti, ki smo izstopili iz socialnega pogovora. Zdaj pa seveda postavljanje pogojev in sklicevanje tiskovnih konferenc. Lahko je to medijsko dober vtis. Lahko se zaradi tega en del ljudi ali pa gospodarskih organizacij bolje počuti. Ampak absolutno pa to ne pelje v kompromise. Jaz verjamem, da se stvari pa težave rešujejo pretežno za zaprtimi vrati, ne pred kamerami. Zdaj pa seveda, če pa to način, ki ga seveda druga stran želi, pa jaz s tem tudi nimam nobene težave. Samo za moje pojme potem to, pa jaz sem zdaj politik, politikanstvo, ne pa reševanje težav. No, reševanje težav je zagotovo v okviru ESS-ja, v okviru dialoga, vendar v okviru dialoga in ESS-ja poteka takrat, ko so vse tri strani slišane. Torej, če je ena stran ni slišana, potem tudi dialoga ni. Gospodarstvo pač ni bilo slišano, zaradi tega je izstopilo. Dolgotrajna oskrba je plod ministra Maljevca, ki je vložil zakon o dolgotrajni oskrbi brez vsakega socialnega dialoga. Temu so nasprotovali tako delodajalci kot sindikati. Pa vendarle, če se pa vrnem na osnovno vprašanje glede denarja in kje bomo zagotovili denar za popoplavno aktivnost, pa potem lahko pogledamo ocene najprej. Ocene so se gibale od pol milijarde do 10 milijard, pa nazaj na 3 milijarde. Hkrati ugotavljamo, da je škoda v gospodarstvu ocenjena na 385 milijonov. Od tega bo dejansko gospodarstvo dobilo le, če lahko tako rečem, 155 milijonov. Torej, vse napovedi, kar si želimo, je to, da naredimo vizijo, da naredimo plan, potem bomo pa določali, na kakšen način bomo pravzaprav prišli do tega denarja. Ali bomo prišli preko evropskega denarja, ali bomo prišli preko zadolževanja, ali pa bomo izsilili ta denar od ljudi in podjetij. Ampak zakaj podjetniki, obrtniki zahtevate, kaj naj vlada do novega leta zamrzne dvig davka na dohodke gospodarskih družb, ki predvideva ga zakon o obnovi in uvede obvezen solidarnostni prispevek za popoplavno obnovo? A so to pogoji, da vi še sedete skupaj z predstavniki vlade za mizo? Predsednik vlade je danes napovedal, da vas vabi na sestanek v sredo, tema pogovora pa interventni zakon o zdravstvu. No, tega sestanka se bomo zagotovo udeležili, da skupaj najdemo rešitev za kako počrpati oziroma dobiti denar za popoplavno. Vendarle, v začetku smo se pogovarjali in še celo interventni zakon je dejal, da je to 0,8% DDPO-ja in sicer za dobo 3 let. Potem se je kar naenkrat, zdaj v novem zakonu, pojavi 3% za dobo 3 odstotne točke. Rad bi na to upozoril. Namreč 3 odstotne točke pomeni 16% povišanje DDPO-ja. Torej, to ni tako malo denarja, kot minister govori. Mi bomo s tem denarjem spet zapolnili neko postavko v proračunu, ker zdaj o SOS-u skladu, solidarnostnem skladu za obnovo, ni več govora. Niti ne vemo, kdo nadzoruje pravzaprav to zbiranje denarja. Seveda, porabo verjetno se da dobiti na spletni strani, ampak od kje pa pride denar in zakaj ga bomo porabili, danes ne vemo. Če gre danes tretja razvojna os v poplavni denar, potem je to ni sprejemljivo, da Koroška rabi tretjo razvojni os, je obvezno, ampak ne iz denarja za poplave. Zdaj, gospod Lotrič se očitno obrti politikanca, hitreje uči kot jaz, ker je v tem tako kratkem času iz gospodarstvenika prišel do tega, da je sposoben v 2 minutah navesti toliko enih stvari, na katere seveda, če želite, da konkretno odgovorim, potrebujem za vsako vsaj toliko časa. Pa bom vsaj pritisnil, da bomo vsaj eno točko danes zaključili, pa da bomo rekli popoplavna obnova. Drži, vlada je uvedla
za 5 let 2 začasna davka. Eden je davek na bilančno vsoto bank, drugo je za 3 odstotne točke povečan davek na dobiček podjetij. Zakaj smo to uvedli in ne česa drugega? Po vrsti razgovorov in analiz, ki smo jih naredili. Analize, ki smo jih delali sami, razgovori, ki smo jih imeli s celo vrsto gospodarstvenikov, tudi za večino gospodarskih organizacij. Ja, vedeli smo, da ne bo na koncu nihče ploskal, ko uvedeš višji davek. Ampak samo za primerjavo, ne? Gospod Lotrič je rekel, da bo za gospodarstvo namenjeno, da bo upravičeno nekje do 150 milijonov iz te naravne nesreče. Ta naravna nesreča je še enkrat, neposredna škoda je 3 milijarde, skupaj s posredno je 10 milijard. 80% te škode je infrastruktura, to je cestna in vodna infrastruktura. Kdo bo obnavljal to infrastrukturo? Gospodarske družbe, pretežno gradbeništvo. Torej, komu bo država plačevala te storitve? Verjetno ne sama sebi. To je ena stvar. Drugo, davek na bilančno vsoto bank. V 5 letih bomo iz tega naslova zbrali manj kot pol milijarde. Samo v letošnjem letu bo zaslužek bank ali pa dobiček več kot milijardo, od tega več kot polovico, več kot bomo v 5 letih potem zbrali skupaj iz naslova razlik med pasivno in aktivno obrestno mero, torej monetarne politike Evropske centralne banke, pri čemer slovenske komercialne banke nimajo popolnoma nič s tem. So pač na pravem času, na pravem mestu. 2 največji slovenski banki, katere smo sanirali vsi prebivalci Slovenije, še danes plačujeta efektivni davek na dobiček manjši od 10%. Zakaj? Zaradi davčnega ščita, ki ga imajo izpred 10 let, ko smo jih mi sanirali. In zdaj seveda so banke najbolj glasne, kako je to nepravično. Samo še stavek glede tega povešanih 3 odstotnih točk DDPO-ja. Slovenija je po tem davku danes na 7. mestu, ki ima najnižjo stopnjo z 19%, je to na 7. mestu od vseh 27 evropskih držav. Ko bomo za 3 odstotne točke to povečali, mislim, da bomo na 15. ali 16. mestu. Ne, tudi jaz bi si želel, da tega ni potrebno. Samo naokrog razlagati in upiti, kako imamo najvišje davke, kako bomo zadušili gospodarstvo, je pa milo rečeno licemerstvo. Se greste licemerstvo za konec? No, ne vem, če se grejo za licemerstvo vsa podjetja, ki že danes odhajajo iz Slovenije. Če samo pogledamo napovedi za naslednje leto, ko bodo podjetja zaposlovali predvsem kader v gradbeništvu, turizmu in skratka tam, kjer je majhna dodana vrednost, hkrati pa bomo dali pogoje, da vsi naši talenti grejo iz naše države, ker je pač bo obremenjena plača, srednje plače bodo preveč obremenjene. Po eni strani ne bomo mogli pridobiti talentov in seveda naši bodo šli za kruhom, za boljšo plačo v tujino. In kaj bomo naslednje leto šteli? Manjše prilive v državni proračun. V sredo boste vi tudi na tem sestanku s predsednikom vlade? Zelo verjetno, ja. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala.